Danes v Pomurskem dnevniku občinska slovesnost, najboljši športniki, srečanje z Olimpijo, poostren nadzor. Jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V petek so v Lendavi na osrednji občinski slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku počastili spomin na našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Župan občine Lendava Janez Magyar je ob tej priložnosti podelil priznanji in čestital nagrajencema, ki sta s svojim delom na različnih kulturnih področjih zaznamovala podobo Lendave. V kulturnem programu prireditve so nastopili komorni pevski zbor Vita in gaberski mantraši, v sklopu osrednje slovesnosti pa se je odvila tudi otvoritev 8. mednarodne fotografske razstave Pannonia Reflections 2021. Kultura namreč ni nekaj, kar živi le na odru. Kultura je in bi morala biti neločljivi del nas, naših življenj. Obstoj naše države in njenih ljudi ne temelji na velikih zavojevalskih vojnah in mogočnih kraljih. Eksistenca miroljubnega in prislovnično marljivega naroda, ki živi in je živel na območju Slovenije, od nekdaj sloni na kulturi. Ne le s pisano besedo in jezikom, temveč tudi s pojmom kultura mislimo na različne oblike umetniškega ustvarjanja, na glasbene, literarne, likovne ter druge estetske in idejne dosežke človeka. O kulturi govorimo tudi v normativnem smislu. Kulturno razlikujemo od nekulturnega. Govorimo o kulturi pitja, govorni kulturi, kulturi oblačenja, kulturi vedenja. V sociološkem pomenu pa s kulturo razumemo vse človekove materialne in duhovne stvaritve, vrednote, moralno presojanje, pravila, razlage sveta in človeka, običaje in navade, simboliziranje in rabo jezikovnih znakov, pa tudi materialne objekte. Vse to skupaj določa način življenja v človeški skupnosti, človekovo mišljenje, presojanje, delovanje in bivanje. Kultura je širok pojem, vse raznolike oblike kulturno-umetniškega delovanja lahko razberemo tudi s široke palete dosedanjih občinskih nagrajencev, te dosežke na področju kulture v preteklih 30 letih obstoja naše države in občine. Ob tej priložnosti bi želel čestitati tudi njim, saj sem prepričan, da priznanje za delo vsakem od nas spodbudi le najboljše in nas motivira, da delamo še boljše, še kakovostnejše. Župan Janez Magyar je v svojem nagovoru pozval, da z odgovornostjo in strpnostjo doprinesemo k lepšemu, človeka vrednemu in kulture polnemu življenju. Prav mera spodbud za tiste, ki ustvarjajo, ter spoštovanje dosežkov preteklih časov in njegovih ljudi je najboljša popotnica za dolgoživelo življenje kulture in umetnosti v naši občini. Tudi zato se mi zdi primerno, da nekatere ulic poimenujemo po velikanih lendavske kulturne zgodovine, po tistih ljudeh, ki so ob svojem kakovostnem ustvarjanju izkazovali brezpogojno spoštovanje do mesta, v katerem so živeli in ustvarjali. Prepričan sem, da bomo tudi tako krepili pripadnost našemu kraju in njegovim kulturnim vrednotam. Vsakokratni nagrajenci, nastopajoči in številni drugi, ki delajo na področju ljubiteljske, profesionalne in ustvarjalne kulture, dokazujejo, da živimo v živahnem, ustvarjalnem in kakovostnem prostoru. Ta sega daleč čez meje naše občine, kar potrjuje tudi nocojšnja otvoritev 8. mednarodne fotografske razstave Pannonia Reflections v organizaciji Galerije Muzej Lendava in fotografskega društva Pannonia Lendava. Pri vzgajanju odnosa do kulture in umetnosti se mora začeti že v zgodnji mladosti. Pomembne so domače spodbude, domači vzori, saj je kultura tudi spoštljivo obnašanje do starejših, do učiteljev, prijazna pripravljenost pomagati sošolcu ali pozdravljanje. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi vzgojno-izobraževalne ustanove in obdobje šolanja, ko mladim lahko predamo vse tisto, kar menimo, da je potrebno in kakovostno. Ob koncu je župan Lendave vsem občankam in občanom zaželel lep kulturni praznik in jih pozval, naj bo vsak dan tako ali drugače kulture poln dan. Celotno slovesnost pa si lahko danes ob 18:30 ogledate tudi na TV Ideja.
Na petkovi novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 je sodelovala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nuška Čakš-Jager. Predstavila je trenutno stanje poteka okužb s koronavirusom v svetu, v Evropi in v Sloveniji. Ob tem pa je poudarila, da epidemije še ni konec. Sicer se število okuženih povečuje, ale minimalno, tudi smrti je občutno manj kot v prejšnjih valovih. Svetovna zdravstvena organizacija je ob tem napovedala, da bo epidemije za staro celino kmalu konec. Zato se sedaj že pojavljajo vprašanja o sproščanju prvih ukrepov v Sloveniji. Res je, da beležimo manjše število primerov. Res je, da tudi vse matematični modeli nekako kažejo na to, da se bližamo neki, ali pa vsaj upamo, da se bližamo nekemu boljšemu scenariju. Vendarle ves čas poudarjamo, vse, kar se predvideva, je težko v to vkalkulirati obnašanje virusa. Nihče ne ve, kaj bo virus naredil, kako bo naredil in kdaj bo naredil. Tako da, če bi viseli samo na naših upanjih predvidevanjih in na matematičnem predvidevanju, kaj se bo zgodilo, potem bi verjetno že lahko rekli, ja, se bližamo tistemu, ko bomo veseli in se bodo ukrepi začeli zmanjševati. Vendarle je potrebno te scenarije vzeti nekoliko drugače in jemljemo jih tako, da se seveda pripravljamo na možnosti, ali da se pojavi še kaj novega in nas preseneti, kar si seveda niti slučajno ne želimo, oziroma na to, kako bi ob zmanjševanju to strategijo izstopanja iz ukrepov in prehoda v normalno življenje tudi lahko izpeljali. Govorim seveda iz strokovnega vidika, ker vse ostalo je stvar države in ukrepov. Tako da, če bi lahko rekla, bi z veseljem rekla, ja, smo preko vala, bom rahlo zadržana in bom rekla, spoštujem ta virus, ki nam je pripravil že zelo, zelo veliko presenečenj, z upanjem pa, da vendarle je tako, kot navaja WHO in še marsikdo drug. Sicer je 14-dnevna incidenca primerov okužb z omikronom 4-krat večja, kot je bila v času, ko je prevladovala različica delta. Hkrati pa je stopnja hospitalizacij in smrti precej manjša kot pri okužbah z delto. Na prireditvi Športni dosežki 2021 v Mestni občini Murska Sobota so razglasili najboljše športnice, športnike, najboljše v športu invalidov, najboljša društva in klube med ekipnimi in posamičnimi športi, najboljšo šolo ter najboljše športnice in športnike v šolskih športnih tekmovanjih. Osnovna šola 2 Murska Sobota je prejela nagrado za najbolj športno šolo v Mestni občini Murska Sobota v šolskem športu. Najboljši športniki na tem področju pa so Lara Horvat, Urška Martinec, Mija Žekš, Tiara Celec, Vito Ferčak, Luka Gumilar, Jure Sočič in Tilen Džafič. Priznanja za vrhunske športne dosežke v letu 2021 pa so prejeli Vid Suhadolnik, Urban Rajnar in Nik Legen ter Alenka Artnik. Priznanja športnikom je podelil župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek. Aktualni slovenski državni prvaki so se v petek pomerili s Šturmom iz Gradca. Tokrat so se bolje odrezali črno-beli, ki so prijateljsko tekmo dobili z odličnim rezultatom 2-0. Murskosoboški nogometaši pa kot ponavadi nimajo veliko časa za veselje ali počitek, saj jih že v sredo v Stožicah čaka srečanje z Olimpijo. Odločna zmaga proti Šturmu je bila dobra popotnica za prihajajočo tekmo z Olimpijo. Z nekega mentalnega vidika je sigurno pomembna, ampak mi smo se vseeno dobro pripravljali. Tako je trener parkrat ponovil, v sredo se štejejo točke, tako da vse dobre stvari ali slabe iz priprav se lahko na nek način padejo v vodo ali pa pozabijo. Tako da v sredo se začnejo zbirati točke in takrat gre zares. Definitivno je z vidika samozavesti izjemno pomembna. Čeprav, kot sem že pred tekmo povedal, ta tekma še ne prinaša točk, ni ključnega pomena z vidika rezultata, ampak bolj zahtev, ki si jih želimo. Ampak vsekakor bo pomagalo predvsem fantom, da še bolj verjamejo v to, kar delamo. Tudi s pripravami so v taboru črno-belih zelo zadovoljni. Mislim, da so priprave bile zelo pozitivne. Dobro smo se pripravili fizično, sprejeli smo zahteve, mislim, da kar hitro. Ni tako lahko v enem mesecu pa pol sprejeti dosti novih zahtev, ampak mislim, da smo se dobro prilagodili, da smo na treningih hitro sprejemali stvari, na tekmah pa tudi postopoma dodajali v našo igro te nove stvari. In mislim, da je vse skupaj zelo pozitivno. Novi igralci so se dobro privadili na slačilnico, na vzdušje v ekipi, tako da lahko s pozitivnimi mislimi gledamo v prvo kolo.
Definitivno so stvari vedno bliže temu, kar si želimo, ampak možnosti za napredek so še vedno, oziroma vedno bodo. Ne zaustavljamo se pri tem, vedno želimo več, želimo biti boljši. Tega se tudi fantje zavedajo, ne sme nazaj ta zmaga nekaj tudi ponesti, na koncu je to pripravljalna tekma. Je pa neko dobro vodilo, da so smernice ok in pa da na tem nadgrajujemo. Zanimalo pa nas je tudi, kakšno tekmo pričakujejo v sredo. Težko reči, oni so menjali dosti ekipo, ne vem točno, kako bo delovali kot ekipa, ko se menjaš toliko igralcev, jih ni lahko analizirati, niti še nismo imeli zdaj analize, imamo še to danes in pa jutri, ampak ja, bomo videli, sigurno imajo dosti kvalitete individualne, mi se bomo pa morali na to prilagoditi in pa odigrati eno dobro tekmo in upati na 3 točke. Tudi pri nas spremembe, predvsem v strokovnem štabu in pa tudi nekaj sprememb v igralskem kadru, tako da kar obe ekipi smo neke neznanke verjetno v tem trenutku. Vsekakor pa Olimpija ima kvaliteto, tako kot vedno, in igra pred svojimi navijači, ampak mi gremo v Ljubljano po pozitiven rezultat. Tudi novinci so, po besedah trenerja, že dobro uvedeni v delo v klubu. Vsi novinci se zdaj že dobro spoznali z ekipo, z načinom dela in nobenih težav v tej smeri ni, z dneva v dan izgledajo bolje in vsi bodo izjemno pomembni členi v spomladanskem delu prvenstva. Črno-beli bodo srečanje z Olimpijo odigrali v Stožicah v sredo ob 17:30. Policija in Agencija za varnost prometa bosta danes v okviru nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov začeli izvajati več poostrenih nadzorov. Akcija, namenjena predvsem preverjanju spoštovanja omejitev hitrosti in tehnične brezhibnosti vozil, bo potekala do 13. februarja. V letu 2021 je bilo pri voznikih tovornih vozil ugotovljenih 10,8% manj kršitev prometnih predpisov kot v letu 2020. Pri voznikih avtobusov pa 3% več. Najpogostejše kršitve so bile povezane s prekoračitvijo hitrosti, preobremenjenostjo vozil, neuporabo varnostnega pasu, nepravilnostmi povezanimi s tovorom, neustrezno tehnično brezhibnostjo vozil ter neupoštevanjem obveznih počitkov in odmorov voznikov. Policisti bodo tako danes med drugim preverjali še preobremenjenost, psihofizično stanje voznikov, uporabo varnostnega pasu ter uporabo naprav in opreme, ki zmanjšuje voznikovo pozornost. Nadzor tovornih vozil, tudi tistih z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone, se bo izvajal s preusmeritvijo na kontrolne točke na avtocestah. Avtobusi pa bodo nadzora deležni tako na avtocestah in hitrih cestah, kot na avtobusnih postajališčih. Na spletnem portalu Sobota.info danes med drugim poročajo tudi o okužbah v pomurskih domovih za starejše občane. Več zanimivih vsebin pa poiščite na spletni strani sobotainfo.com. Jutri bo pretežno jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 8 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti, v Lendavi in v Radencih namerili 8 stopinj, v Krajinskem parku Goričko pa prav tako 8 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, pihal pa bo zmeren severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli -4 stopinje, dnevne pa okoli 10 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo že zjutraj pooblačilo, na Primorskem in Notranjskem, čez dan pa postopno tudi drugod, le na severovzhodu bo ostalo precej jasno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -3 do -1 stopinje, dnevne pa od 9 do 14 stopinj Celzija. To pa je tudi vse, kar smo imeli za vas pripravljeno v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa lahko najdete na naši spletni strani www.tvidea.si. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.